Knjiga Koliko še, o kateri govorim danes, se začne čisto navadno, pri razredni uri. Ampak kmalu ugotoviš, da v tem razredu ni nič tako preprosto. No, v katerem pa je? Glavni liki so Ognjen, razredni genij, pameten, malo poseben, ampak zelo samosvoj fant, Iza, razredna frajerka, najbolj popularna, razvajena in prepričana, da se svet vrti okoli nje. In potem je tukaj še Lucija, tista, ki je večina sploh ne opazi, je tiha, negotova in prihaja iz čisto drugačnega družinskega okolja. Ja, in ne malega. Zaradi nasilja v razredu se morajo najstniki med prvomajskimi počitnicami odpraviti na planinski pohod po kaminu Krk na Hrvaškem. Skupaj z nekaj odraslimi jih čaka naporna hoja, vročina, ampak prečudovita narava. Ja, res je, na poti se odnosi spreminjajo. Tisti, ki so v šoli glasni, na poti niso več nujno najmočnejši. Čakajo jih močne preobrazbe. Avtorica Janja Vidmar je tudi sama prehodila tole pot. Janja, so bile tudi vaše preobrazbe tako močne? Te kamino Krk res spremeni? Moram odgovoriti, da v bistvu vsaka prehojena pot vate zanese neke spremembe. Mene je zelo notranje preobrazil Camino Francais. Ta pot mi je dala en zelo dober vpogled vase in v spoznanje, kako zelo veliko mi pomeni moj dom. Medtem ko je bil Camino Krk eno tako prijetno pohajanje po divji, neokrnjeni naravi in ga imam v zelo lepem spominu. In jaz bi Camino Krk priporočala pravzaprav vsakemu, da se ga loti in se potem vsak sam lahko prepriča, kaj mu ta lahko da ali mu lahko odgovori na kakšna vprašanja ali mu pa kakšna vprašanja porodi. Točno to. Knjiga ti pokaže, da priljubljenost ni stalna stvar in da se pravi pogum in prijatelji skrivajo tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Hvala, Zarja. Preverimo, ali ste pozorno poslušali. Kaj velja za izkušnjo pohoda Camino Krk? A. Ne prinaša ugodja v trenutku, temveč skozi razmislek. B. Prinaša užitek in srečo v vsakem trenutku. C. Naporni pogledi in razmisleki, ki ne prinašajo zadovoljstva. D. Ne prinaša posebnih sprememb v doživljanju. Nekaj sekund. In obe ekipi sta izbrali odgovor A. Menijo, da ta pot ne prinaša ugodja v trenutku, temveč skozi razmislek. Camino Krk je 152 km dolga pot, ki za posameznika pomeni napor, kar lahko sklepamo že iz naslova. Koliko še? Kljub temu pa je dosežek in retrospektivno doživljanje izkušnje užitek. Tak način užitka imenujemo zabava tipa 2. Pravilen pa je res odgovor A. 5 točk za obe ekipi!